Najprej se je ustavil semiški Iskri Sistemi, poslovni enoti Kondenzatorji, ki ta čas zaposluje približno 600 sodelavcev z visoko izobrazbeno strukturo. Že kar nekaj časa so prisotni tudi na ameriškem trgu. Ja, ameriški trg je zelo specifičen trg za navezavo stikov in izpeljavo samih poslov. Predvsem so zelo pomembni ljudje, distributerji, preko katerih se lahko navezuje, ter pa ne nazadnje kontakti, ki jih je pa potrebno navezati. Slovenski podjetniški potencial je izredno velik, je izpostavil Musomeli, a težava nastane pri preboju na ameriški trg. Ključna ovira, ki pa ni ravno ovira, je, da moramo pri Američanih zbuditi zavedanje, da Slovenija sploh obstaja in da v Sloveniji obstajajo podjetja, ki so inovativna in imajo velik potencial. Musomeli si je ogledal tudi proizvodnjo cvetličarskih izdelkov v Gradcu. Gre za družinsko podjetje, ki je svojo pot začelo leta 1979. Pred 5 leti pa jih je prevzela ameriška korporacija. Danes zaposluje okrog 50 sodelavcev. Mi smo takrat bili prevzeti iz enostavnega razloga, ker smo bili zelo inovativno naravnani. Takrat še Smithers Oasis kot samostojna enota je seveda v nas videla en velik potencial. Imamo lasten razvoj, razvijamo 10 do 15 izdelkov na leto. Naloga veleposlaništva pa je med drugim, da pomaga pri navezovanju stikov in spoznavanju Slovenije, a to ni dovolj. Slovenija mora izboljšati pogoje, da bi tuji naložbeniki lahko vstopili na slovenski trg. Največjo težavo za tujce predstavlja prav pretirana in preveč toga zakonodaja. Glejte, če imate dober izdelek, je relativno lahko prodati na novi trg. Če imate pa izdelek, ki je ali prisoten že, ali pa je, ne vem, ni toliko lahek za uporabo, potem je seveda to toliko težje. Kot pojasnjuje Brinc, imajo z ameriškim trgom zelo dobre izkušnje. Letno pa beležijo od 5 do 10% rast prodaje.